Veste, da smo mi začeli z pobudami za priznanje Palestine že leta 2014. To je naša stalna zahteva in ta trenutek, čeprav žalosten in krvav kot je po moji oceni nujen in pravi, edini pravi. Ni to samo glas levice, če spremljate mednarodno javnost, če spremljate mednarodne intelektualce, tudi iz Izraela, ne arabske, ampak tudi Jude, pozivajo k temu, da se nemudoma seveda ustavi to, kar počne državni aparat izraelski, kar počne uradna politika in da se pristopi seveda k primirju v prvem koraku, ampak predvsem z prenehanjem sistematične okupacije, ki jo izvaja Izrael že desetletja. Mislim, zgodovina na Bližnjem vzhodu se ni začela to soboto, na žalost. Odziv, ki ga gledamo strani Izraela, ni samo obramba. Govorimo o eni največjih vojaških sil v regiji, govorimo o vojaški sili, ki sistematično že od leta 2007 dalje, ko so blokirali Gazo, izvaja ne samo streljanja civilistov in napade na civilne tarče, ampak to počne prekomerno in nesorazmerno. In iz tega vidika ta sklep, ki je bil danes predlagan, predvsem zato, da se doseže neko navidezno enotnost v državnem zboru, je po naši oceni hinavski, enostavno. To, kar se dogaja že dlje časa in čemur tudi mednarodne organizacije, tudi človekoljubne organizacije imenujejo s pravim imenom, in to je apartheid, je nekaj, kar ne moremo priznavati nobeni državi. To, da se namerno odreka elektriko, vodo, hrano, ljudem strpanim, 2 milijonoma ljudem strpanim na neko območje, ki je veliko približno kot naša občina Bovec, je kršitev mednarodnega prava, je kršitev vseh ne samo mednarodnih aktov, ampak tudi moralnih norm. In iz tega vidika takšnih sklepov ni moč podpreti.